Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je nova oddaja Moč poslovne podpore. Tokrat je moja gostja Željka Borič iz podjetja Blok d.o.o., ki tam deluje kot strokovna sodelavka. Draga Željka, dobrodošla. Povej mi, kaj zate pomeni moč poslovne podpore? Moč poslovne podpore je definitivno zaupanje. Enako kot v poslovnem svetu je tudi v osebnem življenju. Ljubi me in ljubila te bom nazaj. Še bolj. Željka, najlepša hvala. Vse to in še več boste slišali v naslednji oddaji. Kdo v resnici stoji v zaledju velikih zgodb? V oddaji Moč poslovne podpore razkrivamo nevidno silo, ki poganja sisteme. Od dinamičnih filmskih setov in protokola javne uprave do hitrega gospodarstva. Spoznajte poklic, ki ni le služba, ampak srce ekipe in temelj zaupanja. Vstopite v svet, kjer se vrhunska organizacija sreča s srčnostjo. Dobrodošli v oddaji Moč poslovne podpore. Današnja gostja sodi med tiste, ki stojijo za uspehom podjetij, tiho, a odločno. V podjetju Blok, kjer reciklaža in trajnost nista le besedi, ampak način dela, ustvarja strukturo, red in zaupanje. Spoznajte mojo današnjo gostjo, Željko Borič, poslovno asistentko, ki je leta 2019 prejela naziv poslovna asistentka tajnica leta. Željka je dokaz, da odličnost nastane tam, kjer se strokovnost sreča s pogumom. Pogumom, da se izpostaviš, pogumom, da pokažeš svoje znanje, pogumom, da stopiš naprej in rečeš: to znam, to zmorem, to prispevam. Svojo toplino, profesionalnostjo in zmožnostjo povezovanja je postala zgled, zakaj je moč poslovne podpore v resnici moč ljudi, ki delajo stvari z odgovornostjo in srcem. Željka, lepo pozdravljena v oddaji. Maja, lepo pozdravljena tudi ti. Hvala za vabilo in hvala za čudovit vhod in čudovite besede. Kako si? V redu. V redu. Po službi, sproščeno, z manjšo tremo, ampak mislim, da bo ob tem kozarcu vode danes speljale en fin klepet. Željka, kratek uvod v tebi smo že slišali. Ti si vseeno veliko več. Povej nam, kdo si, kdo je Željka, kdo je tako v osebnem življenju, kot tudi v poslovnem svetu. Željka je hčerka, sestra, partnerka, mama dvem čudovitim otrokom, Liamu in Lini, obema predanima športnikoma. Trenutno jim šport pomeni veliko več kot šola, ampak upam, da kmalu to tehtnico prevesita na drugo stran. Drugače v prostem času tudi predstavnica razreda, članica občinskih odborov, kuharica, vse stransko, kar spada zraven. Tako. Na poslovnem področju pa si zaposlena v podjetju Blok. Kako je tvoje delovno mesto tam? Kako bi se opisala kot zaposlena v Bloku, kot sodelavka? V podjetju Blok sem zaposlena od leta 2008. Ob zaposlitvi sem prejela naziv poslovnega asistenta, kjer sem že ob prvem prihodu in po prvem tednu ugotovila, da ko pridem na to delovno mesto opravljati naloge, je enako, kot bi prišla domov. Bila sem med iskrenimi ljudmi, všeč mi je bila vizija in delo, v katero so usmerjeni. V našem podjetju recikliramo odsluženo elektroniko in barvne kovine, tako da največji poudarek je na trajnosti in krožnem gospodarstvu. Se pravi, že ta vizija mi je všeč, da enostavno v našem podjetju delamo nekaj za boljši in lepši danes in jutri našega planeta in istočasno tudi našega življenja, kjer v prvi fazi mislim, da od prvega dneva vem, da ni vprašanje samo o dobičku. Kako pa bi opisala svoj tipičen delovni dan?
Danes po 18 letih lahko rečem, da pridem v službo, naloge opravljam z vnemo vsak dan enako. Vmes pride kakšna dodatna naloga s strani nadrejenih, ampak ta navodila in te smernice pri meni več niso potrebne, a ne. Po tolikih letih prideš v ta sistem in se trudiš svojo vlogo prispevati k tudi boljšemu procesu in pač moja naloga je od prvega dne v tem podjetju, da jaz poskrbim za ozadje, da oni lahko prihajajo do še boljših ciljev in še boljših rezultatov v našem poslovni branži. Omenila si, da si se zaposlila leta 2008. Je bila to tvoja prva zaposlitev ali si predhodno probala že nekako najdeti se tudi v drugih smereh dela? Ja, res je. To ni bila moja prva zaposlitev. Kot študentka sem veliko let opravljala delo v gostinstvu. Moram reči, da v mladosti mi je to bilo super, v redu. V tistem času je bil to dober in najboljši zaslužek za študenta, a ne. Kasneje sem se zaposlila kot administratorka v enem gradbenem podjetju. Ko sem ostala tam brez službe, pač z mano so prekinili delovni odnos, smer, zaradi tega, ker je na moje delovno mesto takrat nastopila oziroma prevzela ga je žena mojega direktorja od takrat in tako da res sem bila v enem stresnem obdobju, najhujšem obdobju, meni se zdi v svojem življenju, ker več nisem vedela nekam, kaj mi paše, nekam naj se obrnem in takrat sem dobila delo na pediatrični kliniki, kjer sem delala ravno tako v administraciji in pisala izvide. Ampak v zdravstvo me v tej smeri ni pritegnilo, ker pač meni je bilo res hudo, ker to je bilo toliko izvidov na dan in pač nisi uspeval, da bi pač izpolnil tisto svojo voljo in željo, da bi lahko vsem mamicam poslal izvid isti dan, a ne. In takrat halo, telefonski klic znanke iz Kotnikove, kjer sem takrat opravljala administrativna dela v gradbenem podjetju, da pač njena prijateljica išče v administraciji pomoč, če bi bila pripravljena iti na razgovor. Danes res sem ji hvaležna, ker ona mi je takrat odprla vrata v nekaj novega, v nekaj, kar je mene izpopolnjevalo, kar me je v bistvu zbujalo z nasmehom zjutraj, ko sem šla v službo, ker jaz res uživam v tem, kar počnem. Se pravi, bi se še enkrat odločila za ta poklic? Še enkrat bi se odločila za isti ta poklic. Super. Leta 2019 si prejela tudi naziv poslovna asistentka tajnica leta. Imela sem to čast, da sem ti predala naziv. Povej mi, kaj ti je ta naziv prinesel? Vemo, da to je v bistvu nagrada, priznanje za vse dolgoletno delo, da se upaš izpostaviti, povedati, kdo si, kaj znaš. Ti je to spremenilo življenje? Kakšna je tvoja teža tega priznanja? Ja, jaz mislim, da tisti večer, ko so na Admi na izboru tajnica leta 2019 izgovorili moje ime, sem jaz dobila potrditev, da vse, kar delam in za vse, kar se trudim, se pravi, je bila to potrditev in pač usmeritev, da ne z isto vnemo in z isto željo delam še naprej. Jaz zelo rada po tem nazivu tudi predajam svoje znanje naprej, ker ugotavljam, da s tem, ko predajaš nekomu svoje naloge, se tebi vedno odpirajo nova vrata za še večjo odgovornostjo in še večjo predanostjo temu poklica. Tako da jaz sem s tem dobila res še nadaljnji korak, da sem se ga upala narediti, ker ga mogoče do takrat nisem upala narediti v tem poklicu. Takrat te je na prireditvi spodbujalo tudi vodstvo podjetja. Res je. Katere vrednote so tiste, ki jih ceniš predvsem pri
vodstvu. Kako se ti zdi, kako bi z nekaj vrednotami opisala odnos, ki ga rabi poslovna podpora in vodstvo? Pri meni je najpomembnejše zaupanje. Tako v poslovnem kot v osebnem življenju, ker mislim, da ko nekomu zaupaš, takrat v bistvu ne delaš na način, da bi to bil tvoj sodelavec, ampak že poslovni partner, ker takrat mu tudi predaš neke naloge brez tega, da to opravljanje te naloge pač nadzoruješ in spremljaš vsak dan oziroma vsako uro. Najtežje je, ker jaz vem, da pri vodstvu verjetno je to zaupanje tudi velikokrat izigrano in pač izdano, ampak jaz mislim, da vsi nadrejeni bi mogli tistim, ki so že leta v njihovem krogu in enostavno delajo, kažejo vnemo in lojalnost, pač zaupanja ne smejo prekiniti, pa tudi ne smejo čutiti te zaposleni breme izdanosti z druge strani, ker mislim, da tukaj lahko pride do kolapsa in na koncu koncev tudi do razhoda. Tako, se pravi, zaupanje je temelj in moč poslovne podpore. Res je. Željka, zaenkrat hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, mi pa se zopet vidimo čez nekaj trenutkov. Drage gledalke in dragi gledalci, gledate oddajo Moč poslovne podpore. Z mano je Željka Borič iz podjetja Blok. Željka, v enem izmed intervjujev si omenila, da si srce podjetja, kjer se stikajo poti tako zunanjih ljudi, kot tudi notranjih sodelavcev. Povej mi, kaj ti to predstavlja? Kaj vidiš pod tem srce podjetja? Zame je srce podjetja pokazatelj že pri sprejemanju pošte. Takrat je treba to vse organizirano, vse lepo zložiti in popredalčkati. Jaz moram reči, da imam zelo rada red in disciplino. In tak odnos je tudi pri meni v pisarni, v omarah, v predalih in na mizi. Obraz podjetja je pa pač tisto prvi obraz, ki ga naše poslovne stranke slišijo glas po telefonu oziroma obraz pri obisku našega podjetja. In jaz se trudim vsakega našega poslovnega partnerja dočakati z nasmehom, ne glede na okoliščine, v katerih sem se tisti dan zbudila. In pač poslovnim partnerjem in našim obiskovalcem tudi pokazati to dobrodošlico in pač potrditev, da se pri nas počuti, tudi ko pride na kakšen sestanek, ekstremno dobrodošlo in sprejeto. Se pravi, stranke so ključne za podjetje in treba je z njimi ravnati kot z neko srčiko. Res je. Povej mi, kako pa sicer izgleda tvoj tipičen delovni dan? Moj tipičen delovni dan je povezan z vsemi prevzemi, ker pri nas se dnevno pač dostavlja in prevzema različne odpadke. Takrat sem pač vezana na proces priprave vse dokumentacije, da pač sistem podpira ves ta prevzem. Opravljam vsa razna administrativna dela, od sprejemanja pošte, knjiženja računov, priprave plače, organiziranje odvozov. Zelo širok spekter, ker pri nas v upravi pač podjetje Blok je družinsko podjetje in ne delamo v javni upravi, kjer bi nas bilo v upravi zaposlenih 20. Ne rečem, da niso potrebni, ampak mi smo samo 4 in res vsak usmerjen v neko svojo administrativno smer oziroma direktor je samo na delu, ki je usmerjen v proizvode, v tehnične smeri, delovne stroje in pač v to smer. Tako da smo 3 punce, ki delamo
in pokrivamo vso administracijo, ki jo eno tako podjetje Pravi, zajema. ta administracija obsega tako računovodska znanja, kadrovska znanja. Povej mi, kako pa ti slediš tem spremembam, trendom, kako se izobražuješ, nadgrajuješ svoje znanja, kakšen poudarek daš na tem, da slediš, da se izobražuješ? Res je, ja. Računovodsko moram priznati, da sem najmanj izobražena, ampak podjetje Blok sodeluje z zunanjim računovodskim servisom, tako da v tej smeri tudi neke potrebe po izobraževanju ni potrebna. Je pa v naši branži potrebno spremljanje novih novel zakonodaje, uredbe, evropskih direktiv, na katere smo vezani, a ne. Sam moraš prebrati dosti veliko tega, da če želiš temu slediti, a ne. Pri meni je največji poudarek pri pripravi vlog za pridobitev notifikacije za čezmejno pošiljanje odpadkov. In vsaka sprememba, ki je, če o njej nisi seznanjen in če o tem nisi prebral, pač ne moreš vloge pripraviti na način, kot si jo želiš, a ne. Z vsako vlogo pa glede na dolgotrajne procese, ki jih imamo z birokracijo v Sloveniji na ministrstvih, si želiš podati čim bolj popolno vlogo, da ne bi bile potrebne dodatne dopolnitve, a ne. Glede kadrovskih, menedžerskih smeri in tega pa zelo rada posegam po kongresih, različnih dogodkih. En od teh je tudi ADMA, kjer sem se pogumila, da sem se prijavila tudi, kot si omenila, za tajnico leta in ta naziv 2019 tudi dobila. Kateri pa so tisti ključni izzivi, s katerimi se srečuješ na delovnem mestu? Ključni izzivi. Ja, glih te spremembe novel v smeri trajnosti in krožnega gospodarstva. To so lahko bistvene težave, vkolikor temu ne slediš, a ne. Treba je spremljati tudi, vkolikor kakšna pooblastila ali dovoljenja potečejo, da pravočasno podaš vlogo za podaljšanje oziroma nadrejena direktorica Mojca Jerina se pri nas tudi dosti časa porabi tudi s spremembami okoljevarstvenega dovoljenja, ker po ZVO2 je potrebno vsako spremembo v delovnem procesu, ki jo imamo, na primer z nakupom enega delovnega stroja, spremeniti tudi okoljevarstveno dovoljenje, po katerem delujemo, a ne. In če kakšno tako stvar pač spregledaš oziroma jo ne narediš pravočasno, lahko ob inšpekcijskem pregledu pride do velikih težav. Se pravi, ker ste majhen kolektiv, morate imeti ogromno različnih znanj, tako na tvojem delovnem mestu, kot tudi na ostalih delovnih mestih. Si bila mogoče v preteklih letih tudi del kakšnega ključnega projekta v podjetju? Mislim, čez noč mi je bila predana ta naloga za pridobitev soglasij za čezmejno pošiljanje odpadkov. V tistem času je bila moja nadrejena osebno odsotna daljše obdobje in takrat je bilo treba vloge speljati, ne glede na to, da v bistvu si bil predan delu, o katerem do včeraj nisi vedel nič. Moram pa reči, da s kolegicami, s katerimi na tem oddelku na ministrstvu sodelujem, vse pohvale, ker so bile od prvega dne do mene zelo korektne, rade so predajale svoje znanje in mi tudi v ključnih momentih, ko sem rabila kakšne dodatne informacije, pomagale, da smo pač prišle do popolne vloge in s tem olajšale delo tudi njim, koncu koncev, ki so to vlogo obravnavale. To se pravi, delo poslovne asistentke ni fleksibilno delo, ne? Ves čas so neke spremembe zakonodaje, projekti, ki kar vskočijo, treba se je znati obrniti na prave osebe, da se potem neka zadeva spelje in ti si to več kot odlično speljala in v bistvu še sedaj to počneš, ne? Ja. Kako bi pa sicer opisala
vez med nadrejenimi in delavci, kako vidiš kot ključno, kot v nekem popolnem podjetju? Jaz se bom spet dotaknila vrednote zaupanja, a ne. Ker z zaupanjem ti svojim zaposlenim daš tudi to možnost, da včasih tudi izrazijo svoje mnenje. Ker pač jaz verjamem, da naši zaposleni, ki delajo v proizvodnji, velikokrat lahko pripomorejo pri kakšni situaciji, a ne. Ker pač tisti, ki delajo na določenem delovnem stroju, tako kot voziš avto, a ne, in slišiš, da nekaj brni oziroma tolče, tako tudi oni vejo, kdaj je treba kaj poseči v to in oziroma tudi ta delovni stroj nadgraditi oziroma nekaj spremeniti, da bo njegov proces dela tekel lažje, hitreje, boljše, a ne. In jaz mislim, da je ta vez najbolj pomembna in to je zaupanje. Tako. 20 si omenila, da vas je v podjetju, se pravi, to je manjše podjetje, ki pa ima vseeno, glede na specifiko dela, zelo velik vpliv na okolje, na gospodarstvo. Verjetno tudi različni kadri, različne izobrazbe, pretežno moško okolje. Res je. In kako se znajdeš tukaj? Jaz mislim, da bi moji sodelavci rekli, da kadar kaj rabijo, to dobijo. Zelo radi se na mene obrnejo tudi za kakšno pomoč v osebnem življenju, ker pač v našem delovnem okolju jaz mislim, da tudi empatija dela veliko vlogo in da tudi brez te empatije težko vse to spelješ, a ne. Ker pri meni osebno jaz lahko rečem, da je empatija igra zelo veliko vlogo in da včasih dam tudi človeku prednost pred papirjem. Se pravi, je zelo pomemben del tvojega dela, poleg vseh znanj in strokovnosti, tudi ta empatija, ki jo omenjaš, in to, da znaš prisluhniti svojim sodelavcem, ko potrebujejo pogovor s tabo, ko potrebujejo pomoč, da se lahko obrnejo nate, da jim svetuješ, kar daješ dodatno vrednost tej nevidni delovni sili. Ja. Drage gledalke, dragi gledalci, pred nami je zopet kratek odmor. Vidimo se čez nekaj trenutkov. Drage gledalke, dragi gledalci, z mano v oddaji Moč poslovne podpore je Željka Borič iz podjetja Blok, ki pravi, da je zaupanje temelj dela v podjetju med zaposlenim in delodajalcem. Željka, kako pa vidiš vlogo poslovne asistence, poslovne podpore v prihodnosti? Poslovna podpora v prihodnosti. Jaz mislim, da smo mi iz dneva v dan bolj povezani in bolj potrebni na tem delovnem mestu. Zaradi tega, ker lahko opravimo večino delovnih procesov, delovnih nalog, poizvedb v ozadju, medtem ko se lahko pa nadrejeni ukvarjajo s ključnimi situacijami v tistem trenutku. Tako da ta vez bo iz dneva v dan bolj potrebna in bolj pomembna. Jaz mislim, da moji nadrejeni so že par let nazaj to pomembnost pri meni potrdili, tudi spremembo naziva. Jaz v podjetju Blok ne opravljam več samo tajniška in administrativna dela, ampak danes z nazivom strokovne sodelavke, kar pomeni, da mi je bila predana tudi večje zaupanje in s tem tudi bolj pomembne naloge v podjetju. Tako se pravi, lahko tudi znotraj administrativnega dela z leti napreduješ, sprejemaš nove naloge, v bistvu sam pokažeš, da si zmožen in potem tudi napreduješ nekako v nazivu, ne? Tudi na splošno vemo, da tisti klasični administrativni poklici, kot je bila tajnica, počasi umirajo, ne? In dekleta in tudi fantje, ki so seveda v manjšini v tem poklicu, sprejemajo vse bolj odgovorne naloge, tudi izobrazba na tem delovnem mestu se viša.
se ti zdi, da bo v prihodnosti to delovno mesto stopilo še stopničko višje in dobilo še večjo vrednoto? Se ti zdi, da smo sposobni v naših podjetjih dati večjo vrednost tej nevidni delovni sili? Jaz mislim, da bo to potrebno narediti, ker vkolikor to delo ne bo postalo cenjeno, tudi ne bo funkcioniralo. Ker jaz mislim, da administracija se začne, tako kot sem rekla, z eno vhodno pošto in če ni prebrana, vložena, predana, je lahko to manjko v komunikaciji, ki je zelo, zelo pomembno, a ne? In lahko pride do kaotičnega stanja. Kaj pa mladi, generacije, ki prihajajo na to delovno mesto? Se ti zdi, da bojo imeli tudi te ključne kompetence, ki jih imamo mi sedaj, tudi te generacije, ki so nekoliko drugačne? Generacije, ki prihajajo, so mogoče malo bolj izobražene in malo bolj napredne pri kakšnih drugih digitalizacijah in digitalnih smereh, kot smo bile do sedaj mi. Ampak jaz imam zdaj doma devetošolca, ki se vpisuje naprej v srednjo šolo in zelo težko je svetovati, kaj v življenju naj bi delal, ne. Zato zaenkrat na tej točki to nalogo prepuščam njemu, seveda ga bom podprla in mu tudi razložila, kaj si jaz mislim, ker jaz sem si tudi, ko sem vpisovala srednjo šolo, sem hotela iti na zdravstveno smer. Pa že z vstopom v srednjo šolo zdravstveno sem videla, da to ni za mene. Tako da jaz mislim, da vsi tisti, ki se želijo jutri delati v administraciji, je prvo vprašanje, ki si ga morajo postaviti, ali radi delajo z ljudmi. Jaz imam ljudi zelo rada, jaz se zelo rada družim tudi v privat podjetju. Jaz zelo rada nasmejim tudi koga, ki me pokliče po telefonu, pa ne vem, kdo je na drugi strani. In mu rada polepšam dan, ko slišim, da me pokliče nejevoljno oziroma da ga je strah, kako naj me vpraša vse, kar bi se v tistem trenutku rad izvedel od mene, a ne. Tako da, vkolikor ni tega prvo odnosa in organizacije, to okolje ne bo za njega. Omenila si mladi in digitalizacija. Oni so vešči tega, nekako so rasli že gor z digitalno tehnologijo, z mobilnimi telefoni, z računalniki, nekoliko drugače kot mi. Povej mi, kako se pa sicer ti na tvojem delovnem mestu srečuješ z digitalizacijo, v podjetji digitalizirate procese, uvajate kakšne nove sisteme tudi za, recimo, olajšanje dela? Ja, mi smo glih zdajle trenutno v fazi izgradnje novih poslovnih prostorov, ki bojo namenjeni novim pisarnam. Tako da ja, definitivno s tem tudi prihaja digitalizacija in naprednejši programi. Pametna inteligenca. Jaz mislim, da smo mi imeli to inteligenco v naših glavah, ampak danes je pa dobro, da si pomagamo s temi inteligencami, ker nam pač prihranijo veliko časa in nam tudi pomagajo pri sestavi neke hitre tabele, glih v tistem času, ko nimaš eno nalogo, ampak jih imaš 5 ali pa celo 10, ne. Tako da jaz mislim, da inteligence in digitalni svet, ki prihaja v prihodnosti, nam bo samo v veliko pomoč. In mislim, da je to samo še en pokazatelj, da administrativne sodelavke, strokovne sodelavke, tajnice se bomo v prihodnosti lahko še izobraževali, zato da bomo v svojem delu, ki ga opravljamo, še boljše in pač ne bomo zaostajali za nekim novim, boljšim svetom. Ja, se pravi, umetna inteligenca, kot ves čas poslušamo, je pomočnik pri delu, absolutno pa ne bo nadomestila ene srčne osebe, ki ima veliko več različnih znanj in zna se takoj obrniti, ko je nekaj potrebno in razume svoje sodelavce in nadrejene in sistem dela. Tako da ja, poslovni svet bo še vedno potreboval poslovne asistentke, ki bodo
rasle, nadgrajevale svoje znanja in uporabljale digitalno tehnologijo v bistvu samo kot pomoč pri njihovem delu. Kako se pa ti izobražuješ, kako skrbiš za svoje nadgrajevanje znanj? Omenila si Admo, mogoče si v zadnjih letih se posvetila še kakšni bolj strokovnemu usposabljanju? Strokovnega usposabljanja nisem imela, sem se pa trudim izobraževati sama, ne. Tako kot sem prej omenila, z branjem uredb, novel, spremljanje novosti, tako evropskih kot slovenskih. Kakšna stvar, ki pa pozabimo, pa ki z otrokoma kaj ponavljamo iz osnovne šole, se pa hitro spomnimo, tudi to. Tako, potem matematika, fizika in podobne stvari pridejo na dan. Res je. Kako pa vidiš sebe v prihodnosti? Trenutno si strokovna sodelavka na delovnem mestu z bogatimi znanji in izkušnjami. Vseeno kdaj pomisliš oziroma se vidiš v prihodnosti, da bi sprejela kakšen nov izziv? Kaj nosi jutri, ne vem. Lahko pa odgovorim na to vprašanje kar v sklopu svojega delovnega mesta, trenutno, ki ga imam, da pač novele, ki jih beremo že zdaj, in novosti, ki prihajajo do leta 2030, jaz mislim, da bom lahko po novem delovnem mestu posegala tudi na tem področju, kjer trenutno sem, in v podjetju, kjer sem, s kakšno pomočjo, v kateri bom z veselje predajala svoje znanje in mogoče tudi sama kakšno novo znanje prevzela od svoje nadrejene. Kaj pa predajanje znanja zunaj podjetja, mogoče na kakšni organizirani konferenci, se vidiš tudi v tem? Na kakšni okrogli mizi, ja. Tistim, ki pa predavajo sami oziroma ki radi nastopajo, pa to prepustimo drugim. Se mogoče vidiš tudi v vlogi mentorice mlajšim generacijam? V mentorstvo mi je znano, sem ga imela tudi v podjetju Blok. Dvakrat sem predajala naloge in znanje, ki sem ga takrat imela, hčeram od svojih nadrejenih, tako da izkušnje na tem področju že imam. Odlično. Sedaj pa mogoče za konec povej nam z nekaj besedami, kaj zate pomeni moč poslovne podpore. Jaz bom še enkrat poudarila, da za mene je to zaupanje. Se pravi, zaupanje v podjetju, med nadrejenim, podrejenim, kot ključni temelj in moč poslovne podpore. Res je. Tako. Željka, najlepša hvala za tale res prijeten pogovor. Lahko bi še nadaljevali, se čas počasi izteka, tako da vesela sem, da si nas danes, da si nam predala svoje znanje, svoje izkušnje, z vsem to globino, z tvojo energijo. Veselim se tudi še mogoče kakšnega nadaljnega sodelovanja, tako da želim ti vso srečo tudi na nadaljnji poti. Dragi gledalci, drage gledalke, hvala, ker ste bili z nami v oddaji Moč poslovne podpore. Današnji pogovor je pokazal, da uspešne zgodbe podjetij ne nastajajo same od sebe. Za njimi stojijo ljudje, ki znajo povezovati, usklajevati in ustvarjati red tam, kjer ga drugi ne vidijo. Poslovna podpora ni nevidna, ampak je ključna, je energija, ki drži organizacijo skupaj. Do prihodnjič pa ostanite predani, pogumni in ponosni na svoje delo.